Lep pozdrav vsem, dober večer. Zelo smo veseli, da ste z nami in moramo reči, da smo tudi zelo razburjeni. Jaz sem Amit in to je Moše. Pozdravljam Moše. Resnično, to je prvi kurs, ki se dejansko odpira v celotni Evropi, začenja v Evropi. V Evropi imamo več kot 7000 študentov, celo več kot 8022 dežel, držav. To je poseben kurs, ki nam bo dal osnove kabale. In predno bomo povedali več o kurzu, torej veseli smo, da predstavimo Tal, pozdravljena Tal. Tal bo z nami in bo posredovala vprašanja, ki nam boste dali in sedaj vam bomo povedali, kaj je res pomembno glede tega kurza. Torej, pomembno je tudi, da nam vedno pošljete vprašanja, ki jih imate, vse, kar želite izvedeti, kar vas zanima v zvezi z modrostjo kabale. Torej, Začnimo, torej, čeprav vam moram povedati, da čeprav nisem nameraval reči nič glede tega, moram se malo razbremeniti od tega razburjenja. Torej, zakaj smo tako razburjeni? Torej, začeli smo študirati modrost kabalo že pred 8-9 leti in če bi lahko to poskušal izraziti v besedah, kaj mi je modrost kabale naredila meni v mojem življenju in Moše in Tal in vsem ostalim ljudem, ki so tukaj v študiju in ki omogočajo ta prenos v 22 jezikov, torej preko vseh teh prevodov v vseh teh 22 jezikov. Torej dejansko ta modrost spremeni naša življenja tako bistveno, da ne moremo več reči, da življenje pred modrostjo kabale celo malo spominja na to življenje po tem, ko smo spoznali to modrost. To je tako močna modrost, silna, odpre in intenzivira naša življenja in nam daje tako mnogo upanja v vseh življenjskih področjih, v družini, z našimi otroci, v celotni percepciji realitete, zakaj obstajamo, kaj sploh počenjamo v našem življenju na svetu, kako naj upravljamo naše življenje, ali imamo usodo in kako lahko vplivamo, ali lahko sploh vplivamo na usodo. Vsa vprašanja, ki so se mi pojavljale že odkar sem bil otrok in sedaj so dobila odgovore v tej modrosti kabale po tako mnogih letih iskanja v drugih metodah in pojasnili bomo tudi druge metode v relaciji s kabalo. In to je izvor naše velike razburjenosti, kajti vemo, da tudi vi se nahajate na pragu k tej modrosti kabale in vemo, da boste nadaljevali, upajmo, da boste nadaljevali teh 10 lekcij skupaj z sodelovanjem v Facebook skupini, spraševanjem vprašanj, skupnim skrutiniranjem tem in problematik. Pričakujemo zelo smiselnih 10 tednov. Spomnim se, ko sem prišel k modrosti kabale z raznimi vprašanji. Mnogo let nazaj sem napisal v Amazonu povpraševanje o kabali in dobil sem 6 ali 7 tisoč naslovov. In danes pred kurzom smo naredili isto na Amazonu in je bilo 11 tisoč naslovov. In kaj je kabala? Ali je to mistika, ali je to nekaj, kar je povezano samo z judaizmom, ali posebnimi silami, ali posebnimi sposobnostmi, čarovništvom ali čemu sličnemu. To je mnogo vprašanj in vse ima svoje pravo mesto, vendar ta kurs je namenjen, da vam da precizno razumevanje, kaj je modrost kabale, kakšna je relacija modrosti kabale z našim življenjem. Študirali bomo izvorno kabalo med temi 10 lekcijami, odprli bomo topike, ki so me elektrifizirali, ki so me povsem prevzele, ko sem jih jaz študiral. Torej, kabala je zelo
realistična, zelo znanstvena, vendar ne bomo vam povedali še vsega naprej. Torej, obstaja mnogo meglenosti in nejasnosti v zvezi z modrosti kabale znotraj zadnjih 2000 let. Mnogo mitov, mnogo zmot se je stvorilo okoli kabale in to je mnogo vprašanj, kaj je kabala in kakšna je duhovnost, o kateri govori kabala in kako je kabala relacionirana z mojim življenjem, ali je nekaj samo nekaj lepega, kakor New Age ali podobno. In ne samo New Age, temveč tudi trivialno vprašanje, ali je modrost kabale relacionirana samo z judaizmom, ali moram biti jud, da lahko študiram kabalo, s kom je povezana, kako je povezana in kaj je kabalist, kaj počenja kabalist, kakšna je njegova vloga kabalista, kako je lahko nekdo kabalist in ali je lahko vsakdo kabalist. In še najbolj pomembno, zakaj je kabala razodeta ravno v našem času, ko pa je vendar ja vedno bila skrita in bilo je tako mnogo prepovedi v zvezi s tem. In spomnim se, da je bilo včasih prepovedano odpirati knjige Zoharja. In kabalisti sedaj pravijo, da je študij Zoharja nujnost. In zato, da bi se lahko orientirali v vseh teh mnogih pogledih in mišljenjih, kaj kabala je, naj slišimo, kaj je kabalist, pravi v tem, kaj je kabala, in to je Jehuda Ašlak, imenovan Baal HaSulam, ki je bil največji kabalist 20. stoletja. In njegova edinstvenost je v dejstvu, da je vzel celotno modrost kabale, ki je zelo prastara modrost, skoraj 6000 let stara. Torej, pojasnili bomo, odkot prihaja, in jo je adaptiral in jo posredoval nam, naši generaciji, na enostaven način. Vrata, odprtje do modrosti kabale je bilo zaklenjeno, in če ne bi bil Baal HaSulama, ki je izvedel svoje velik podvig, še posebno komentar Zoharja, ki se imenuje Sulam komentar, lestveni komentar, in on podaja zelo jasno definicijo v članku Esenca modrosti kabale, kaj je to kabala. In pred tem imamo za vas klip pred to definicijo. Torej, kaj je modrost kabale? Baal HaSulam piše v njegovem članku Esenca modrosti kabale, zapiše sledeče: ta modrost ni več in ni manj kakor zaporedje korenov, ki se kaskadno spuščajo na način vzroka in posledice, z fiksnimi, determiniranimi zakoni, in se prepletajo v eden vzvišeni cilj, ki je opisan kakor razodetje njegove božanskosti in njegovim stvaritvam v tem svetu. Tako je zapisano, tako je napisal. Ta definicija ni enostavna in jo želimo razložiti. Najprej moramo razumeti, kaj je definicija modrosti kabale, in kmalu bomo govorili o tem, kaj pomeni doseči, občutiti, razumeti. Ako kabalisti zapišejo definicijo modrosti kabale, to pomeni, da ta definicija vključuje celotno modrost in da definira celotno naš obstoj in celotno modrost. Torej, kaj zapiše? Ta modrost ni nič več in nič manj. Kaj nam to pove? Kakor zaporedje korenov. Koreni so kakor sile ali mesta ali vzroki, torej, ki se potem kaskadno spuščajo preko vzrokov in posledic, preko fiksnih, določenih zakonov, torej nespremenljivih zakonov, kakor gravitacija, in tu so še mnogo vprašanja glede svobode izbire, ker se prepletajo vsi ti zakoni v en vzvišen cilj, kar pomeni vsi koreni in vsa pravila, torej realiteta, ki jo Baal HaSulam opisuje, in
to je morda realiteta, ki je morda še ne občutijo, in vsi ti vzroki in zakoni so prepleteni v en vzvišen in najpomembnejši cilj, to je cilj razodetje njegove božanskosti z njegovim stvariteljem v tem svetu. Morda tega še ne moremo vedeti, morda nam lahko pomagate, torej ne vemo še točno, kaj je stvaritev v tem svetu. Morda lahko vedno za doseženje zgornje realitete se mora nekaj dogoditi po smrti ali kaj podobnega, vendar tu Baha Solam piše, torej ne, da gnijemo v zemlji in potem se nekaj dvigne iz našega telesa in pride na nebo in tam angel odpre neko okno in reče: Moše, o lepo, da si pridel, zaslužiš si zgornji svet ali boš pečen v peklu. Temveč govori, da celotna modrost kabale, celotna duhovnost se dogaja v tem svetu, v naši realiteti tu in sedaj. Kaj je stvarnik? Bore. Bore stvarnik je zelo posebna definicija, ki jo bomo postopno razložili, in z dopustitvijo torej omenjanje, kakor s to zgodbo o angelu in oknu. Torej za to definicijo lahko razložimo to definicijo. To definicijo bomo razlagali znotraj cele lekcije lahko, kajti to je tako popolna definicija, tako precizna in vključuje vse. In tu bomo razumeli pravi pristop pravega kabalista, ki je zelo znanstvenik. To ni pristop vere, kjer moramo nekaj verjeti nekomu ali nekaj, temveč tu je metoda. Metoda je osnova in preko te metode lahko razložimo vsakemu, kako lahko pridemo do razodetja stvarnika v tem svetu, tu in sedaj. Kaj je razodetje? Vemo, kaj je razodetje. Vsak je v svojem življenju razodel kaj. In razodetje je odkritje nečesar, kar je že bilo tu, vendar tega nisem opazil, in iz tega lahko predpostavimo, da je stvarnik nekaj, kar je tukaj, vendar nam manjka čut, da bi ga lahko odkrili in videli. In modrost kabale nas poduči, kako odpreti ta dodatni čut, ta poseben čut, ki se imenuje duša. In s pomočjo tega novega čuta, ki ga razvijamo med študijem, ko napredujemo, potem odkrijemo stvarnika. Torej, kaj je stvarnik? Ali je stvarnik nek stari ded, ki sedi na nekem oblaku in zapišuje v beležke? Ne vem, mi imamo že tega malega angela z oknom, torej govorimo o zakonih, o absolutnih determiniranih zakonih, kakor zapiše v tej definiciji. In stvarnik je sestavljen iz dveh besed, bo in re. Pridi in vidi. Sedaj to pridi in vidi, torej najprej moram priti in videti. Torej, dokler ga ne bom dosegel, dokler ga ne bom sam okusil, moram občutiti, kdo je stvarnik, in potem bom vedel, kdo je stvarnik. Torej, modrost kabale je tu ključen zakon v naravi, je bore, torej stvarnik, ki upravlja in vzdržuje celotno realiteto, ki jo poznamo. In tudi višjo realiteto, torej mnogo višjo duhovno realiteto, iz katere vse sile se kaskadno spuščajo in motivirajo prav vsako stvar, ki jo vidimo v tem svetu, vsak fenomen. Vse to so rezultati tukaj in preko tega lahko spoznamo sedaj ta zakon, da prežememo to realiteto, v kateri obstajamo, in tu odkrijemo višjo, novo, sublimno realiteto, in zaradi tega želimo imeti stik s to silo, z stvarnikom. In mnogokrat nas ljudje vprašajo, kje dobim take misli, od kod mi pridejo take misli, da nenadoma nekaj želim in potem spet nekaj drugega želim in potem spet ne želim ničesar.
Torej imamo misli in želje in kvalitete, odkot prihajajo. In človek v trenutku, ko začne gledati in iskati, ima priložnost, da najde modrost kabale, ki mu omogoči, da ima stik z to zgornjo silo, kar pomeni to, da razodane to zgornjo silo. Ne samo, da najdem nekaj, torej ne najdem, najdem, razodeti pomeni, da postanem podoben temu fenomenu, kar pomeni, da kabalist odkrije nekaj. Torej, namen stvarjenja je, da odkrijemo resnične sile, če le bomo vedeli, kako jih sedaj pravilno uporabiti. Preko modrosti kabale bomo pridobili tisto, kar je višje kot mi. Začeli bomo občutiti te iste sile, ki prihajajo iz tega višjega izvora, ki nas upravlja, in bomo začeli obstajati nad to realiteto, v kateri smo zgolj upravljani, in bomo začeli razumeti te sile, jih kontrolirati in bomo dosegli ta vzvišen cilj, o katerem smo govorili, o njem bi lahko govorili neskončno časa, kajti ta definicija zaobsega celotno modrost in naš cel obstoj in realiteto, in tako lahko vidimo v tej risbi imamo zgornjo realiteto in iz nje sile kaskadno se spuščajo do našega sveta, in to povzroča vse fenomene, ki jih imamo v tem svetu. In to je Balhasulamova definicija, sedaj to opisuje. To je kakor z računalniškim zaslonom, ki ga imate doma. Torej imamo računalniški zaslon in vse, kar vidimo preko pikslov, in potem imamo software, ki deluje sedaj na te piksle. Torej, kaj piksli prikazujejo? Torej, če želim nekaj spremeniti na zaslonu, če želim nekaj spremeniti v mojem življenju, lahko to storim torej po določenem času, ne moremo sedaj tega kar tako storiti, ker to dela program. In šele če vplivamo na program, lahko spremenimo. Torej, Amit je tukaj narisal neko drevo, in tu je gora in je mačka, in vse to je upravljeno s temi silami. In kabala je metoda, ki daje vsakomu od nas možnost, da razumemo, občutimo in odkrijemo višjo realiteto. In kabalisti so občutili to zgornjo realiteto tako silovito, da so se adaptirali na njo, dokler niso občutili močneje kakor ta svet, ta običajno življenje. In so zapisali, da je ta svet zgolj kakor senca, imaginarni svet, in oni so se dvignili do nivoja korenov in potem so videli v bistvu okoli obrnjeni svet. Torej, tudi v skladu z diagrama lahko postanemo podobni. V 80-ih, ko sem pomagal svoji mami, in takrat so se izdelovali te gobleni, pri katerimi so se z nitkami izdelovale slike, in tam je bila mačka in je bilo drevo. In to so bili te gobleni, ki so se naredili z nitko, in na eni strani smo videli rezultat, to zunanjo podobo na površini, če smo pa okoli, smo videli vse vozle, vse te nitke, ki so stvorile sedaj to sliko, ki se je videla na drugi strani. In tu je najgloblja želja ljudi od začetka zgodovine, da bi občutili, da bi razumeli, da bi odkrili, ali obstaja stvarnik, ali obstaja tisti, ki je stvoril to realiteto, stvoril mene, moje življenje in vse, in kako lahko pridem v stik z njim, tako kot smo rekli. In modrost kabale omogoča ljudem, da vstopijo in vidijo povezave, skrite povezave, ki so sedaj skrite še od našega oči, in da razumemo, kako je upravljena kako deluje ta realiteta celovita.
in tudi vsak od vas lahko postane del aktiviranja tega sistema, najbolj skrite in najmočnejše sile, duhovne sile, ki upravlja in vodi naš celoten obstoj. In še predno se posvetimo k temu, kako je to v našem svetu, kako vplivamo na te sile, kako delujejo te sile na naš. Torej, v definiciji kabale je nekaj je znanstveno povedano. Torej, ne gre se za to, da verjamem in zaprem oči in potem nekaj mislim in verjamem v neke skrite sile, temveč modrost kabale je znanost, ki je osnovana na inteligenci, na umu in logičnem razmišljanju. Torej, tu so vse narejeni spiski, opisi, precizni znanstveni opisi, tako da vsakdo, ki pride na iste stopnje, lahko preveri vse, kar je tam zapisano, tako kakor v znanosti. In videli boste, da je tudi Balha Solam imel izjemno znanstven pristop in svoje članke napisal v znanstveni in popularen način, še posebej za nas. Torej, moramo razumeti, da ne govorimo o misticizmu, o zapiranju oči, ne verjamemo o veri ali prepričanju, temveč vsak od nas lahko to občuti in vidi v svojem življenju, v tem svetu. Balha Solam piše, da je modrost kabale mati vseh znanosti. To je zapisal v določenem članku in to je sedaj znanstveni pristop, ki govori, kako je modrost kabale najbolj zvišena znanost. In predno še nadaljujemo, je potrebno opisati, na kakšen način bomo študirati in kako boste vi doživljali sedaj ta študij v teh naših 10 srečanjih in v nadaljevanju. Torej, v osnovi vam dajemo informacije, tu bodo teksti, narisali bomo ilustracije, diagrame in preko vsega tega boste dobivali informacije in to je prvi nivo, ki vam bo dal prvo uvajanje v modrost kabale in morda vas bo to znanje najprej močno zmedlo in bo zelo različno, od kar ste razmišljali do sedaj in bilo zelo precizno in zelo pravilno. V trenutku, ko boste začeli delati s tem znanjem in interno razmišljali o njem in se boste poglabljali vanga in boste spraševali vprašanja in boste pustili, da gre tja ali sem, pustili svoje življenje, da se odvija in potem boste začeli delati povezave med tem znanjem in tem, kar se dogaja v vašem življenju in boste preobrniti sedaj to znanje v razumevanje. Torej, najprej je znanje, potem pa razumevanje. Torej, in naslednja stopnja, ki sledi tej in za katero si želimo, in to je stanje, h kateremu nas usmerjajo kabalisti, je tisto, kjer presežemo znanje in razumevanje, temveč je tu sedaj dosežek. Torej, tu sedaj občutimo, vidimo in okusimo vse na takšen način, da se v nas odpre različen, drugačen čutilo. Sedaj imamo samo malo seme tega čuta, tega čutila in preko študiranja želimo dati temu semenu vodo in govorili bomo še o tem in preko tega bomo prišli do tega čutila, preko katerega bomo dosegli sedaj to modrost, kajti začeli bomo živeti znotraj sveta, ki ga modrost kabale opisuje. In torej modrost kabale želi vzeti ljudi in jih omogočiti, da občutijo in dosežejo to realiteto, ki se imenuje stvarnik, torej duhovni obstoj. Tali ima vprašanje, vendar predno vpraša vprašanje, moramo še nekaj
dodati. Morate razumeti, da je bila modrost kabale zapisana in mišljena za nas. Torej, mi preko tega, ko beremo modrost kabale, bomo začeli v nas povečevati ta poseben občutek, to posebno željo po vzvišeni realiteti, po duhovni realiteti. Zato imamo toplo priporočilo, da začnete hoditi na naše mesto internetu in začnete brati, kolikor je le možno kabalističnih tekstov in knjig. Torej, ko sem jaz začel, sem bil kakor mikser, samo nametal sem reči vase in sem jih bral. Torej, kako kabalisti govorijo o tem in kakšne so vse teme, in potem s časom boste začeli videti, kako se vse začenja spreminjati. In sedaj si ti na vrsti, ja, zelo lepo ste govorili in naredili ste nas zelo radovedne. To je Rafael iz Belgije in sprašuje, govorimo o stvarniku. Razumem iz lekcije, da je stvarnik zakon narave v tem svetu in v višjih svetovih. Ali naj ne bi bil stvarnik definiran kako nekaj neskončnega, onkraj našega dosežka, onkraj našega intelekta, ali ga s tem, ko rečemo, da je tako dosegljiv, ne zmanjšamo njegove dejanske vrednosti? To je zelo dobro vprašanje, kajti tu govorimo o naši sposobnosti, da percipiramo nekaj. In stvarnik je nekaj, kar so kabalisti razodeli preko tega, da so se vzdignili do korenov duhovnih stopenj. Ali je stvarnik nekaj onkraj tistega, kar lahko dosežem in občutim, tega ne vem. Zaradi tega je modrost kabale znanost, kar kabalisti pravijo, da se imenuje kvaliteta dajanja in kvaliteta ljubezni, kar so občutili v svojih čustih, kar je vse raslo v količini in kvaliteti, in so odkrili vse to v vseh stvaritvah in da vse to ima cilj. Tega niso odkrili samo tako, da so gledali ob strani, temveč so oni sami pridobili njegove kvalitete, stvarnikove kvalitete, in so postali kakor on. In iz tega so potem govorili o kvalitetah stvarnika, ne kakor tisti, ki gleda z strani in gleda, kako si velik in milostljiv, temveč so oni postali kakor stvarnik. In tu je tudi to, kar Baha Sulam govori v definiciji kabale. Iz tvojih dejanj te poznamo, tako kabalisti opišejo stvarnika in njegove kvalitete. In če bi ga poznal, potem bi bil on. In to ni nemogoče, kajti v trenutku, ko odkrijemo in poznamo to silo, potem poznamo kot stvarnik, postanemo kot stvarnik. Navidezno je ta sila izven nas. In glede tega se še ne moramo preveč ukvarjati s časoma, še ne govorimo o tem, kdo on dejansko je, njegova esenca, stvarnikova esenca. Tu moramo pojasniti še mnoge koncepte. No, ko rečemo neskončno, kaj to pomeni v modrosti kabale, Ein Sof, neskončnost, odkrili bomo, da so to zelo natančne definicije in posvetili se bomo s časoma, in tu je dejansko zelo dobro vprašanje. Vendar Baha Sulam piše v njegovi definiciji v študiji 10 sefirot, da je stvarnik vse, kar se občuti v kli, v posodi, v meni. Torej, moramo razumeti, koliko je sedaj ta modrost zelo, zelo znanstvena. Še enkrat to ponavljamo, to je pristop. To je pristop modrosti kabale. Če ne dosežem stvarnika sam, če ni v meni, potem ni stvarnika. Potem ni stvarnika v našem svetu. V našem svetu ni stvarnika. Kje je stvarnik? A je tu, tam? Kje je? Če ne živim v tej realiteti, ki se imenuje Bore, stvarnik, potem ni stvarnika. To je kabalistični pristop. Vendar vem in občutim, da obstajajo ljudje, ki so zaradi tega, kar so zapisali, moje srce se odpre in
in vzklikne, torej vzamem nasvete in to, kar so zapisali kabalisti in želim odkriti stvarnika. Torej, proces je takšen in dokler ne odkrijemo stvarnika, ne moremo dojeti opisov njegovega, kakšen je. Torej, kaj ti rečeno je, okusi in vidi, da je stvarnik dober. Torej, rečeno je, da je brez mej, neskončen in da je polnost neskončna in da ni časa in prostora in vse. In to so take kompletna in popolna neskončna realiteta z neizmejno izpolnjenostjo, ki je drugačna od našega sveta in to doseči je cilj potem. Kar ste omenili prej glede znanja, torej neke stvari so, ki so kot znanje, vendar, kakor ste razložili, tu je še mnogo reči, katerih se ne zavedamo in ki so v zaodrju, kako lahko dosežemo takšen dosežek, ali je to preko procesa študija, ali bomo šli skozi ta proces, vse dokler ne bomo resnično občutili to neskončno silo ali bomo v resnici dosegli. Ja, definitivno, prav to. To je dejansko čudež in magija modrosti kabale, vendar to ni čarovništvo. To je to čudežno, ki se pojavi med študijem te modrosti kabale. Postopno nova razločenja, nove čustva, razločenja, želje se pojavijo, nekaj postane jasno, kakor ta megla, v kateri sem bil potopljen in bil sem potopljen v to življenje in v to lovljenje raznih reči, preživetvena vprašanja in vse te reči počasi gredo stran in začnem videti kristalno čisto realiteto in ta realiteta se mi začne odpirati in to se dogodi na podlage posebne sile, vzvišene in posebne sile, ki je znotraj modrosti kabale, predvsem v knjigah in pa pri nas, ko smo povezani s kabalisti in s tem se bomo še mnogo ukvarjali in bomo imeli celotno lekcijo, kaj je ta posebna sila v študiju, ki odpre človeka od znotraj in razširi njegovo srce in mu omogoči, da pride v to realiteto. Torej, spustimo se iz nivojev korenov v nivoje našega obstajanja tu, kjer živimo in občutimo. In sedaj imamo še širši pogled na to realiteto, v kateri živimo in videli bomo različne tendence in to lahko naredimo zelo shematsko. Vemo, da ljudje morajo živeti socialna življenja. Od začetka človeštva vidimo, da smo živeli najprej v malih družinah in potem plemenih, vaseh, mestih, državah in vidimo skozi zgodovino, da se je naša evolucija, koliko že mislimo, da je to tehnološka ali ekonomska ali Facebook ali internet ali vladarji in sužnji, vendar vse to je družbeni razvoj, socialni razvoj. Torej, ko govorimo o človeštvu, tu se je naša povezanost vse bolj razvijala. In kaj definira našo povezanost? To je nivo povezanosti med nami. In če gledamo v tendence v naravi, vidimo tendenca, ki se nahaja v celotni realiteti. In pogledajmo, to smo sedaj mi in tu je mnogo točk tukaj. Mislite si, da je to 7 milijard ljudi, prosim, ali 7500 gledalcev, ki jih imamo sedaj. In med temi točkami znotraj zgodovine se je stvorilo neštoto povezav znotraj držav, med narodi in potem tako je vsak človek dejansko povezan z vsakim drugim.
Torej, dejansko so tu povezave na vse smeri in sedaj imamo tu še Facebook, za katerega mislim, da je tretja največja država na svetu, kar je izjemno začudujoče dejstvo. In torej, če pogledamo, kako sila narave upravlja z našim življenjem, vendar vidimo, da je tu dejansko jasna tendenca, ki premika vsakogar v globalno vas. Torej, kakor smo včasih živeli v vasi in sedaj v naši realiteti smo vsi povezani, vsak je povezan z vsem, vse, kar obstaja, vse, kar je v naravi, v literaturi, v kulturi in vse skupaj naj bi cvetelo in uspevalo in napredovalo. In kaj se dogaja? Ne, ni enostavno. Torej, soočeni smo z to nejasno situacijo, kako je možno, da na vrhuncu človeštva, vsega tega razvoja, tehnološkega razvoja, z vsemi zmožnosti, ki smo jih razvili med našo zgodovino človeške civilizacije, smo pretežno in skoraj povsem nemočni. In nam ni jasno, kaj se bo dogodilo z nami jutri. Kako lahko zagotovim mojo dobro bodočnost, bodočnost mojih otrok, tistih, ki so mi blizu. Zakaj mora biti tako in kako je to povezano z dejstvom, da ta medsebojna odvisnost in sistem povezav med nami, kakor je Moše opisal to tako zelo lepo, kako je postal vse bolj tesen in povezan in dejansko smo postali zelo bližnji drug drugemu, tesno povezani drug z drugim. In če tu malo veter zapiha nekde, se bo tudi list v moji hiši premaknil in to nam je jasno. In tako je skozi celotno evolucijo kot človeštvo smo se razvijali v dveh tendencah. Ne samo, da so povezave med nami vsemi postale vse bolj tesne, tako je bilo vedno, vendar to še vse bolj odkrivamo. Istočasno pa se je tudi posamezna oseba razvijala, ne samo človeška družba postala bolj bližna in povezana, in se je povezala od ločenih plemen v eno globalno človeško družbo, temveč so se tudi individualni ljudje razvili. In kaj se je razvilo v njih? Njihova individualnost se je razvila. In kaj hoče biti in v glavnem na račun vsakega drugega. Torej, to je tendenca rasti ega, ker vsak posameznik, ki je zelo drugačen od posameznika, ki je živel pred 1000 let, ki je bil povsem v ravnotežju z okoljem in naravo, ni mnogo želel in ni mnogo potreboval. Medtem ko je ego, kar je notranja inklinacija, želja biti več in več in več in raste vse večji in večji in tu ni problema, če ne bi bilo na račun vseh ostalih ljudi. In to je tista točka, s katero se soočamo sedaj, ker sta ta dva rast ega in medsebojna odvisnost med nami prideta v trčenje in ta kolizija se imenuje kriza. Torej, v povezavi med nami imamo nenadoma nekaj, kar se imenuje ego in kjer smo odbiti drug od drugega, zavrnjeni drug od drugega. Če smo včasih lahko shajali v družini, danes ne moremo več. Sedimo in se poskušamo oglasiti drug z drugim in trgujemo drug z drugim. In ta medsebojna povezava med nami raste sicer, istočasno pa tudi naš ego raste in tu je vse več medsebojnega sovraštva, nestrpnosti. In ko govorimo o Facebooku, sem slišal, da je Facebook imenovan povezava v ločenosti.
Tal je rekla, torej nekaj zelo posebnega je v internetu in Facebooku. Ljudje so sicer bliže, vendar če ste blizu drug drugemu, vas bo potegnilo to stran drug od drugega. Smo torej v realiteti, kjer smo kakor v dvigalu ali v mali sobi, vendar tu ima vsak svoj nož, vsak svoj egoizem in vse je utesnjeno potem. In to privede do krize. Na eni strani taka velika medsebojna odvisnost in na drugi ker je taka velika povezava in po drugi strani pa ta ego, ker je tako veliko zavračanje drug drugega in izkoriščanje drug drugega. V preteklosti so imeli socialne revolucije in socialne režime in vedno smo rekli o krizah, torej ja, je kriza in to nas bo privedlo do nove situacije. Tokrat pa je kriza tako velika, zaobsega cel svet in ne vemo, kdaj se bo končala in sploh ne vemo, kako, v kaj lahko pride in izgleda, da je ta kriza strašno tragična in da glede na obsege in naravo in države in človeku, vse nivoje človekovega življenja in ljudje so deprimirani in kaj je smisel življenja in kam sploh vse skupaj potuje. In razne užitke nam poskušajo prodajati in razne iPhone in trgovske centre in da dajo vse v redu, vendar ni tako vse enostavno. In navidezno sedaj v naši naravi vidimo sedaj tu tendence, na eni strani imamo povezanost in drugi strani rast tega in ne vemo, kam se to vodi in kakšen smisel je vsega tega in zaradi tega rabimo iti in se dvigniti na nivo korenov, da vidimo, kaj je vzrok vsega tega in kam to vodi. To lahko spoznamo samo iz korena in nivoja korenov, vzrokov. Torej, zelo pomembno je, da participirate z nami, da boste toliko aktivni, kolikor je le možno. Zelo pomembno je to za našo lekcijo. Pošljite nam vprašanja in nekaj časa traja, da jih prevedemo in da jih razvrstimo. In to nam bo potem pretvorilo naš študij v nekaj dinamičnega, aktivnega in tako nam bo omogočilo, da vas bomo bolj občutili, da bomo lahko bolj se prilagodili vam. Zato je resnično pomembno, da nam pošiljate vprašanje. Torej, vidim tukaj malo radovednost in želimo, da zraste, vendar morda, kar ste omenili glede tega koncepta globalne vasi, se občuti, kakor da so to celice in telo in celice v telesu delujejo dobro. In kaj je sedaj kvaliteta povezave med nama? Kaj naj bi se dogodilo, kar bi nas privedlo do boljše bodočnosti? Govorili smo o dveh nasprotnih tendencah, ki trčita druga v drugo. To je zelo komplicirano vprašanje in ne želim ga obdelati, kajti odgovor bi bil malo prehiter, prezgoden, vendar napredujemo k stanju, kjer bo vsak od nas, če lahko sedaj smo podobnim, ker je vsak od nas neka mala celica v kolektivnem telesu imenovano človeštvo, ali celo svetu z negibnim rastlinskim, živalskim in govorečim in kjer se počutimo ločeni, ker je narava in vse to in moše in tal in vsi ti detajli, ki so separirani v tej realiteti. Sedaj pa pridemo bliže drug drugemu in modrost kabale nas nežno, čudežno privede v stanje, ker bomo resnično začeli doživljati življenje kot eno celovito telo, ki deluje harmonično in vsak od nas, namesto da se bo identificiral s to malo celico, za katero je mislil, da je on, namesto tega se bo začel občutiti kakor celotno telo, kakor to celotno kolektivno telo, vendar o tem bomo govorili kasneje. Torej, tu imamo vprašanja glede korena.
zakaj se vse te reči dogodijo, ki vplivajo na naša življenja. Živel sem v Italiji mnogo let in vidim, kaj se dogaja v Italiji in Španiji in mnogih drugih državah. To je resnična kriza. Kaj je smisel vsega tega, kaj je motiv tega, ali modrost kabale lahko to razloži. Daj, razložimo to, skupaj razložimo to. Torej, vedno rad delam reči skupaj. Torej, razbijmo sedaj definicijo Baal HaSulama na dele. Torej, kaj govori o korenih in vzrokih in posledicah in absolutni determinirani zakoni in vsi ti zakoni imajo en cilj, da vse mene, vas in vse privede do razodetja stvarnika v tu in sedaj. Torej, kako se to dogodi? Torej, narisali bomo mali diagram celotnega stvarstva, vključno z našim sedanjim stanjem in bomo videli, kam nas to povede naprej. Torej, začetek je ta sila, je ta izvor, ki se imenuje stvarnik in ki zapolnjuje celotno realiteto. Ari piše o tem v knjigi Drevo življenja. Predno so bile emanacije, emanirane in stvaritve stvorene, je zgornja preprosta svetloba napolnjevala celotno realiteto. In temu stanju postanemo podobni tem stanju. To je kakor generator polnosti, ljubezni, svetlobe, realitete, večne realitete in želi dati to svojo esenco, to svojo polnost, želi dajati. In to se imenuje Bore, stvarnik, ta izvor, ta vrhovni koren, to je stvarnik. To se imenuje Bore, stvarnik. Pridi in vidi. Torej, stvarnik iz njegove esence, to kabalisti, kakor so kabalisti to razodeli, je absolutno dobro in dobrohotno. Iz svoje esence je dobri, ki dela dobro in ki želi dajati. In komu lahko daje? To je rečeno, da želi dati vso to svojo dobroto svojim stvaritvam. In to je namen stvarjenja. To je namen, za katerega je stvoril nekaj, kar se imenuje stvaritev. Ali slišite, torej, namen stvarjenja je prijeti dobro in polnost. Tega sedaj trenutno ne občutimo, vendar dobro in polnost. Kakšen dobro in polnost? Torej, tu moramo imeti željo. Kakšno vrsto želje? Željo prijeti to dobro in polnost, kar pomeni ta zgornja sila, ker je sila dajanja, svetlobe, ljubezni in toplote. Torej, tu potrebujemo sedaj nekaj, kar želi prijeti, voljo da prijeti. Zaradi tega je stvoril to voljo da prijeti. To je esenca celotnega stvarstva, to je materija celotnega stvarstva. Ta volja do prejemanja ni nič drugega, ni v celotnem stvarjenju. Vi, vaša tašča, vaš pes, nov avto, vse so različne kvalitete in kvantitete volje do prejemanja. In kabalisti so imenovali to želja, kli, posoda. Torej, posoda prijeti to polnost. To je to. Mnogokrat se vprašam, čudovito, zakaj se tu zgodba ne konča? To je dobro vprašanje. Kaj se dogaja? Če sedaj narišemo vse na tako enostaven način, torej to, kar mi imenujemo stvarstvo, to je sila, katerega bistvo je absolutno dobro in želi zgolj dajati. In tu stvorimo sedaj željo, kli, posodo in on lahko celotno to polnost ulije v
to željo, v to posodo. Torej, potem je ta posoda napolnjena, navidezno je sedaj tako in vse, to je povsem izpolnjena z celotno polnostjo, svetloba prihaja iz tega izvora. Seveda smo to narisali na zelo schematičen način, zato da bi imeli neko dojemanje, neko prijem konceptov. In navidezno bi se tu potem stvarstvo nehalo. Tu je stvarnik, on želi dati, to nima nikogar, ki bo mu dal, zaradi tega stvori kli, željo prejeti to polnost. In ta polnost, ker tu še ni časa in prostora, takoj nemudoma izpolni to željo prejeti, to enovito stvarjenje, ki je bilo stvorjeno, to voljo do prejemanja, eno voljo. In se izkaže, da obstaja tu problem. In to je paradoks stvarstva. Torej, kaj je tu stvoril? Tu je stvoril željo do prejemanja. Torej, tako, kakor sem bil v Italiji pred mnogimi leti, torej sem slišal to zgodbo. Tu je nekdo stvoril torej mojster je stvoril Pinokija, ali nekdo je stvoril program, torej več in več. Torej, ko držim mojo hčerko in jo objemam, je krasno in želim to uživati, vendar uživam tudi sebe zelo mnogo. Torej, želim biti kakor on, torej prejemnik želi biti kakor dajalec. Torej, kako naj dosežem sedaj ljubezen in dajanje tako, kakor ima to stvarnik. In zato, da bi lahko sedaj to funkcioniralo, torej ta stvaritev, torej najprej se moram ločiti od stvarnika. Ni enostavno razumeti na začetku, vendar morate razumeti, o čem govorimo. Govorimo o zelo posebni, zelo delikatni situaciji, kjer ta stvaritev v trenutku, ko je izpolnjena z vsem tem užitkom, vso to polnostjo, s tem neskončnim zadovoljstvom, občuti, da prihaja iz višjega izvora, da prihaja od nekoga, ki mu daje ta užitek, to zadovoljstvo in ta občutek dajalca užitka, radosti je mnogo močnejši, kakor ta polnost, ki jo prejema. To je tako močno občutenje, ki vas naredi, ki je mnogo pomembnejši, kakor zgolj ta izpolnjenost za zadovoljstvo. Kajti bilo bi nesmiselno, da bi ta stvarnik naredil to neumno željo, ki bi bila izpolnjena želja. Vendar, če stvarnik želi narediti stvaritev, ki bo občutila maksimalno dobrohotnost stvarnika, torej potem ne more biti kar izpolnjena z neskončno svetlobo, temveč največje dobro je biti kakor stvarnik, biti točno kakor on, dajati ljubezen in polnost. Torej, stvarnik ima dva problema. Najprej želi, da bi bila stvaritev neodvisna, tako kakor on. Drugi problem pa je, o katerem smo že začeli govoriti, je, da ta stvaritev, če sem izpolnjen z užitkom, potem ta stvaritev ne občuti več tega zadovoljstva. Kajti, kako bi to občutil? Če ne čutim lakote, in v trenutku, ko začutim malo lakote, že dobim izpolnjenost. Kajti to je stanje ensofa, neskončnosti. Zaradi tega ne morem niti izraziti neke želje, da mi nekaj manjka. Kajti kako lahko izrazim nekaj? S tem, da sem lačen, recimo. Torej, všeč mi je ta ženska, želim si jo. Torej, zato najprej moram vedeti, da si to želim. Torej, mi smo želja in preko tega občutimo stvari in to bomo v naslednji lekciji še razširili, kar pomeni, da svetloba izhaja iz teme.
torej vse prihaja iz svojega nasprotja. In stvaritev ni nikoli občutila še, da mu nekaj manjka, da mu nekaj primanjkljaj, kajti tako je bil stvorjen za svetlobo in zaradi tega, kaj mora narediti stvarnik. Mora odriniti to stvaritev stran od sebe do takšnih stopenj skritosti, v katerih se bo stvarnik sam sebe skril. In stvaritev postopoma se spušča preko 5 svetov in stvaritev preneha občutiti stvarnika vse do take točke, kjer pride do najnižje realitete, kjer je ločena od stvarnika, kjer nima nima nič procentov povezanosti s stvarnikom. In to je naš svet. To je naš svet. Torej, razmišljamo sedaj o sebi. Torej, a v našem svetu kdo občuti stvarnika? Ne, občutim sebe in še nekaj ljudi okoli mene. In če mi lahko služijo, je super, če mi ne morejo, naj začnejo razmišljati o tem, da bi mi služili. Torej, v osnovi to željo je stvarnik naredil in končno izgubi stik s stvarnikom in se začne ukvarjati vidi samo še sebe. In to je najboljše stanje za razvijanje svobode izbire. Torej želja, kjer se lahko razvije želja biti spet povezan s tem stvarnikom. In vse to izhaja iz te točke, ki se imenuje naš svet. Torej točka našega obstajanja. Torej, če imamo sedaj tega stvarnika, torej s svetlobo, brezmejno svetlobo sveta Ein Sof, torej takole, v osnovi so to stopnje, o katerih nam govori Baal HaSulam o zaporedju korenov in vzrokov in posledici. V osnovi, kaj imamo tukaj? Tu imamo izpolnjenost in tu imamo vse manj in manj svetlobe in tukaj imamo samo malo svetlobe in tu vidimo tendenco, kjer stvarnik se skrije pred stvaritvijo in se diskonekta od stvaritve preko 125 stopenj ali 5 svetov, Ha-alamot, torej skritosti, dokler ne pridemo do stanja, kjer ni več stvarnika, kakor v našem svetu, kjer ne občutimo več duhovne realitete. In v osnovi je celoten ta proces od zgoraj navzdol, navidezno od zgoraj, torej ne gre se sedaj od nebes navzdol, temveč od druge realitete, celovite realitete ljubezni in dajanja, od te realitete v parcialno separirano realiteto, ker prevladuje prejemanje in ker je tu mali izgubljeni človek, ki živi preko svojega ega in ne občuti smisla in bodočnosti in smisla življenja in vsega tega, kaj ima to življenje zanj in kaj se dogodi potem. Od tu naprej sedaj ta zgodna sila nadaljuje z razvijanjem hotenja te stvaritve in sicer se razvija sedaj to na parih nivojih. Ta želja je dejansko kakor telo, kakor rekli smo, da je to kolektivna duša, ker smo vsi med sabo povezani v povezavi, kakor v telesu. In tu potem se vse to začne ločevati in tu na koncu vsaka celica občuti samo še sebe in ne občuti celotnega telesa. In tu smo sedaj v tej razbiti podobi,
kjer tu najprej par družin živi med sabo povezani in tu se sedaj povezave vse večajo, ker ne pridemo do te slike, ki je sedanja, ker je cel svet, vsi ljudje na svetu povsem med sabo povezani. In tu so zdaj povezave in relacije med nami. Po drugi strani pa se tu tudi naša individualna želja razvija. Torej tu se sedaj ego raste in se postavlja proti tej povezanosti. In tako se vzpostavlja mesto svobodne izbire in to se imenuje razvoj hotenj, razvoj želje. Na eni strani imamo resnično povezavo, ki je dejansko tukaj, to je povezanosti, torej podoba povezanosti med nami, po drugi strani pa, da smo potopljeni v naš ego, ki nas ločuje od vseh ostalih in to je najboljše stanje, kajti iz tega stanja, če imenujemo kaskadiranje vzgor in navzdol, stanje 1, torej v redu, to je stanje 1, prvo stanje. In to, kjer smo sedaj, je drugo stanje in od tu, ki je najboljše možno stanje kolektivne stvaritve, ki je kompletiralo to telesni razvoj in skrutiniralo ta egoistično željo in vidi, da ima vse namen in da kot takšno, kot egoistično bitje ne bo nikoli zadovoljno in tu je sedaj na pragu novega razvoja, ki je duhovni razvoj in ki je esencialno bistven od razvoja, skozi katerega smo šli. In ki je bistveno različen od razvoja civilizacije do sedaj. In to je prehod v tretje stanje. In dejansko se sedaj točno nahajamo na tej točki in smo na pragu vstopa v evolucijski skok. Naslednji evolucijski skok, ki se nahaja ravno tukaj, smo na vratih evolucijskega skoka človeštva. Do sedaj smo se razvijali na človeški način, torej napredovali smo v tehnologiji in socialno, sedaj pa imamo drugačen razvoj pred sabo, zavestni, emocionalni razvoj v občutu, vendar na drugačnem nivoju, na nivoju, ki nam bo odprl to celoten sistem, vse te plasti zgornjih svetov in tu imamo potem vse korenje, vse povezave, vse sile, ki so se kaskadirale od zgoraj navzdol in ki aktivirajo nas cel svet in ki so se tudi pojavile tudi med zgodovino in so povzročile, da se vse to dogodilo. In sedaj smo v stanju, da bomo vsi skupaj vstopili kot celotno človeštvo v duhovni svet, v novo realiteto in se začeli dvigati na prav enak način, kakor se je ta želja kaskadno spustila vzgor in navzdol. In sedaj, potem, ko smo bili skozi vse ta leta, vsa tisoče let evolucije, bomo lahko začeli se dvigovati zavestno, neodvisno in preko svoje svobodne, neodvisne izbire, ki jo bomo imeli. In sedaj bomo lahko pridobili, ker bomo delali sami preko želje, ki smo jo sami izgradili med sabo, bomo sposobni pridobiti celoten dosežek tega celotnega sistema in se povrniti v to isto stanje, vendar iz naše svobodne izbire, iz našega zavedanja, osveščenosti. Sedaj več ne bomo ta neumnež, ki je izpolnjen z svetlobo neskončnosti, temveč bomo v tem tretjem stanju prišli, se bomo integrirali za samo zamislijo stvarjenja, jo bomo razumeli in postali kakor stvarnik sam. Torej, tu smo omenili različne nove koncepte in mislim, da se naši prijatelji sprašujejo in poskušajo adaptirati z koncepti, ki jih že imamo. Ali svetloba je nekaj, kar prihaja iz Big Banga.
In če te koncepti, ki smo jih omenili, o duši in vsem tem, Klavdij iz Italije vprašanje, kaj je duša, zelo pomembna vprašanja. Torej najprej začnimo z svetlobo. Svetloba, kakor je Amit omenil poprej, je vtis želje, ki je inspiriran za to kvaliteto dajanja, za to kvaliteto stvarnika, ki osvetljuje v njem in to občuti in je vtisnen z njo in ta vtis imenuje svetlobo. In to je veliko razburjenje, velik vtis. To ni kakor sonce, to ni kakor svetloba, ki prihaja od sonca, temveč svetloba, ki prihaja od stvarnika. In zato, da bi dali Klavdiju odgovor želim zumirati. To. Torej naslednji diagram, ne, no, pomagaj mi, prosim. Torej želim narediti zoom na to povezavo med nami, ki smo jo narisali popreje, kjer smo vsi medsebojno povezani. Vsi po celem svetu. Želim govoriti o zelo posebnem delu, torej zelo posebnem delu ljudi, oziroma zelo posebnem delu tega hotenja, ki je prebujen. In ta del je kakor mi, kakor vi, ki nas poslušate, torej ta del, ki se prebudi pred vsemi ostalimi. Kar pomeni del, ki je prebujen? To pomeni, da ti, ki so prebujeni, začnejo občutiti, da nekaj manjka, občutijo nezadovoljstvo glede na to, kaj imajo, stalne skušnjave, izpolnosti, vse to, vendar vsem tem nekaj manjka. In to je občutenje vseh nas, ki smo prebujeni, za neko hotenje, neko občutenje, da obstaja nekaj boljšega, da obstaja nek smisel, in da ima to življenje resnično smisel, in da je tu posebno zadovoljstvo možno in smisel. In da tega še ne poznamo, da se še ne razumemo, da se ne zavedamo vsega tega, vendar tu se gre za nekaj, kar je onkraj tega, kar nam ta običajen obstoj ponuja. Torej tu se gre za izvor te svetlobe, za okus življenja in to izpolnjenost z tem posebnim. Torej, lahko smo izpolnjeni s čemerkoli, vendar nič nima okusa. Torej, bil sem kamerman v Italiji, zelo uspešen. Sedel sem z Klavdijem, torej vsak kamerman bi bil vesel, če bi bil del tega, in zastopal sem Italijo v Moskvi. In ambasador je bil tam in bil sem Izraelec, kamerman v Italiji, ki v Moskvi reprezentira Italijo. In bil sem tam, sedel sem v Moskvi z hrbtom k steni. Ne vem, kako naj rečem, počutil sem se uživo. Torej, vprašam se, pa to naj bi sedaj jaz užival, tako velika čast in vse to otvoritev. Torej, zakaj ne morem uživati tega? Kaj se je dogodilo? Ne trpim zaradi depresije, vendar ne morem uživati. In drugi ljudje, tudi drugi, torej ne morejo uživati, ne da so deprimirani, vendar manjka jim resničen okus. Iščejo potem v drugih zadevah, kot mistika in podobne reči, dokler po naključju, vendar ni po naključju, temveč preko posebne notranje točke v srcu imenovane. Torej ta točka v srcu je začetek naše duše, torej preko tega smo pritegnjeni sedaj k temu izvoru, ki nam daje pot k temu, da začnemo razodevati to višji užitek, višjo radost, ta cilj, o katerem piše Balhas Ulam, to posebno povezanost, torej, in potem pridobimo kakšno knjigo od prijatelja, knjigo Kabale, ali nam
ali najdemo neko glas, najdemo stran kabalistično in potem pridemo do tega kurza. Torej, kaj je duša? To je začetek novega življenja, novega hotenja. To je posebna želja. Torej, imam reminiscenco. Torej, ko imamo tisoče ljudi, ki študirajo z nami v tem trenutku in vse lekcija je prevedena v 22 jezikov v raznih državah, raznih kulturah, na razne načini so to. In če ste tukaj z nami, potem je to nekaj skupnega vsem nam in to 100%. Vsi imate željo, ki se imenuje točka v srcu in to bom kmalu razložil, vendar pomembno je vedeti, da se izraža zelo osebno v vsakem od nas. In ta posebna točka, ki poriva človeka in ga privede, poriva in vleče in ga privede do modrosti kabale, je zelo različna. Nekdo pride iz radovednosti, drugi pride zaradi tega, ker Bog ne daj, se mu je dogodila kakšna huda tragedija in ne vidi več smisla tega življenja, in spet drugi je pritegnen onkraj tega življenja in išče nekaj, kaj je izven, in je že mnoge metode uporabljal, bil po svetu, meditiral in še vedno ni našel tisto pravo. In mnogi različni načini, čudežni načini za vse ljudi, ki končno, in tu jih je na milijone, torej mnogo ljudi je z nami v tem študiju kabali, to bomo razložili kasneje, in v osnovi pridejo vsi do te modrosti kabale, kjer občutijo, da so našli nekaj, torej modrost kabale, ki jim da kompleten odgovor za celotno njihovo življenje. In torej zakaj tukaj? Torej mnogokrat so me vprašali to. Torej, ne vem, tako občutim, tega ne morem razložiti. Lahko sedaj bi oblekel v lepe besede, vse je urejeno, lepo logično, vendar praktično je ta občutenje in to notranje vedenje v srcu človeka, potem, ko je človek dosegel, torej, končno ta točka v srcu privede človeka do tega, da občuti, tu je moje mesto, to je moj dom. Torej želim dodati še nekaj. Predno boš pojavil Klavdiju in drugim, kaj je duša. Kaj je namen, kaj je smisel vsega tega skupaj, zakaj živimo to življenje in se vedno vprašujemo to vprašanje. In modrost kabale nam omogoča, da povečamo to vprašanje, povečamo to točko, in želim dodati kvoto iz Baha Sulame, iz uvoda v študij modrost kabale, in to je v točki 2 in začel bom od začetka. Začne z raznimi vprašanji in dvomi, ki jih imajo različni ljudje, zakaj bi študirali kabalo. Prepovedano je študirati kabalo in to je samo za svete in pravične, in pravi sledeče. Dejansko, če usmerimo naše življenje, da odgovorimo samo na eno slavno vprašanje, in to težko vprašanje je vprašanje, ki ga vprašuje cel svet, in to je, kaj je smisel mojega življenja. In vsa ta mnoga leta, ki nas tako težko stanejo, in mnoge bolečine in trpljenja, ki jih pretrpimo za voljo, da kompletiramo naša leta do konca. Torej, vprašanje je, kaj je smisel našega življenja, torej preživeti vsa ta leta, ki nas tako drago stanejo, in mnoga bolečine in trpljenja, da jih preživimo. Kdo uživa vse to? Komu v veselje vse to?
In dejansko so se zgodovinarji že naveličali kontemplirati tega in še posebej v naši generaciji nihče noče niti razmišljati več o tem vprašanju. Vendar to vprašanje še vedno stoji tukaj tako grenko in vehemento kot vedno. In včasih nas sreča nepovabljeno in udari na naše ume in nas poniža do tla. Predno najdemo znani načrt, da se ponovno vrnemo v pota našega življenja. In dejansko, kako najdemo rešitev? Kaj je sedaj ta duša? Torej imamo tukaj človeka v tem svetu. V redu? In ta človek ima srce. To ni srce, ta črpalka za kri, ki jo imamo, temveč to je totalna vsota naših želja, hotenj. Torej tu so želje po hrani, seksu, družini, torej mnoge stvari, o tem bomo se učili v naslednji lekciji in tu je poseben del v človeštvu, dejansko ima vsak to, vendar tu je poseben del, ki se prebuja ravno sedaj, o tem bomo govorili v naslednji lekciji. Torej znotraj srca je posebna želja in to označimo in to je točka v srcu. Ta želja noče ničesar iz tega materialnega sveta. Torej, ničesar od tega, kar lahko najdemo v našem svetu. Temveč, torej tisto, kar želi, je to, stvarnik, to. Želi iti tja. Ta točka želi iti tja. Kaj ti od tam prihaja? Ta točka je del stvarnika, ta točka v srcu je imenovana božanski del iz nešama zgoraj, torej del kolektivne duše, ki je bila izpolnjena svetlobo skupaj s stvarnikom, kakor imamo to ilustrirano zgoraj. In preko vseh let evolucije, od 10 000 let nazaj, ko je človeštvo začelo razvijati se masivno preko vse razne revolucije, vse do leta 2014 in točka v srcu se začenja prebujati, kajti preko vseh teh stanj razvoja, stopenj razvoja smo skrutinirali vse te želje in hotenja in smo videli, da nas ne privedejo nikamor. In ta točka je sedaj pripravljena, ta točka je dozorela do stanja, kjer se lahko začne razvijati. In lahko jo primerjamo z malim semenom, ki je umeščeno v nas, ki je vstavljeno v nas in katerega kvaliteta je kompletno nasprotna. To je kvaliteta stvarnika, ljubezni in dajanja, o čemer bomo govorili skozi cel kurs. In to je točka, ki jo rabimo začeti razvijati. Rabimo dati vodo, temu semenu rabimo dati vodo, ga vzgajati in da raste, ga negovati. In potem ta točka, to malo seme, ki je znotraj volje do prejemanja in preko študija, preko svetlobe, knjig, preko vsega tega, kar se bomo učili, bomo začeli odpirati to malo hotenje, ki nas je privedlo do tega študija, do sem in bomo odprli to točko in ko se ta točka odpre, potem je to imenovano nešama, duša. Sedaj imamo samo potencial duše, nismo jo še razvili, ko pa se ta točka razvija, se odpre v novo čutilo, ki se imenuje duša.
In preko tega čutila začnemo delovati in živeti v novi realiteti, imenovani stvarnik. In ta duša je ime za novi nivo hotenja. Sedaj smo imeli želje po denarju, spoštovanju, znanju in sedaj se pojavi novo hotenje v meni. In to je šele točka, se še ni razvila, torej še ne občutim, sedaj moram doseči višjo realiteto. In zahvaljujoč študiju in zahvaljujoč temu kurzu se začne ta želja rasti in se začne povezovati z drugimi podobnimi željami, dokler ne začne občutiti tako veliko hrepenenje in tako veliko silo, da prodre skozi in da se adaptira na to zgornjo realiteto. Adaptira se na zgornjo realiteto in adaptira na višja stanja, ker občutimo zgornjo svetlobo v nas. Stanja, kjer se adaptiramo sedaj na to zgornjo realiteto in skozi 100 generacij, stotine generacij so kabalisti, torej ljudje s točko v srcu, kakor mi, torej za njih niso bile dovolj ovce, ali to življenje kmetov, ali ker so bili hlebci kruha v dobrem scenariju, temveč so se vprašali, kje se je to začelo, kaj je bilo preden smo se rodili, kaj se dogodi po smrti, ko propadem v zemlji. Ne verjamem vsem zgodbam, kaj se bo govorilo potlej, torej spoznanje ne se dogodi tu in sedaj, torej to je silovito, to je velika želja, ta točka v srcu je velika želja, silovita, močnejša kot vse ostale želje v našem svetu. Verjamemo, da vladarji imajo velike želje, vendar ta točka v srcu je močnejša želja kot vse želje v tem svetu. In ko potem to točko razvijamo, potem dejansko dosežemo zgornjo realiteto in potem v tej zgornji realiteti kabalisti, če se spomnite, torej imamo te 3 puščice, te 3 stanja, prvo, drugo in tretje stanje, torej tretje stanje, kjer se povrnemo k zgornji realiteti. Kaj so kabalisti naredili, kako so pisali o teh stvarih, kako so občutili te stvari, tako da so se adaptirali na zgornjo realiteto, kar je tukaj. Preko adaptiranja so odkrili ta stanja, ki so se nahajala tukaj. In čim bolj so se dvignili po lestvici stopenj in so razvili to željo k pridobitvi, pri osvojitvi stvarnika, so občutili vse bolj zvišena, višja stanja. In preko tega so nam potem pisali v njihovih knjigah o teh stanjih, so jih opisovali v kabalističnih knjigah, da bi tudi mi se lahko dvignili v to realiteto in jo dosegli, in ker bi preko istih pravil da bi razvili točko v srcu in da bi občutili, kakor oni, to zgornjo realiteto. In tako se izkaže, da so preko dviganjem in občutenjem te zgornje realitete in odkritjem stvarnika samega, kako je Mit prej rekel, oni niso samo odkrili stvarnika, kajti to je bila zamisel stvarjenja, ki torej želja, ta sila dajanja, torej, ko kabalisti so zapisali, torej vse do stanja, ki se imenuje konec korekcija, oni so se dvignili do same zamisli stvarjenja, torej do same misli stvarnika samega. In to se imenuje konec korekcije. In vemo pa, da je konec korekcije šele začetek. Kabalisti pravijo tako, torej je tako, kako date avto v popravilo v mehanično delavnico, zato, da se potem lahko vozite potem, ko je popravljen. Torej, zato, da bi torej šele preko korekcije te razbite želje
Šele preko tega lahko potem je človek kompletiran, da lahko začne delovati. In tako, kakor v mehanični delavnici, ko je avto kompletiran, potem se lahko začnemo voziti. Niti jaz, niti vi, torej Borej je vabilo priti in doseči to vzvišeno realiteto. In ta realiteta čaka na nas. In kaj tam najdemo? Tam najdemo brezmejno zadovoljstvo, večni užitek, zadovoljstvo in radost, ki se nikoli ne preneha in ki ni odvisna od našega telesa. Ta občutenje realitete preko naših teles se izgine. Sin Balhas Olama Rabaš, Rabi Shalom Ašlak, je to primerjal z Rav Lightman je ga nekoč vprašal glede tega stanja, kaj se dogodi, ko umremo. On je rekel, če ste v duhovnem dosežku, potem razvijate torej to točko v srcu in živite v duhovni realiteti in vaše telo se postara in umre in končno umre. In kaj se dogodi kabalistu? To je primerjal z tem, da torej nosite nekaj časa, nosite ena oblačila in potem zavržete v tem, date vaše oblačila v pralni stroj in vzamete druga. Torej mi v tem svetu, dokler nismo dosegli duhovni svet, smo ta moja osebnost, kako ljudje me definirajo. Morda sem filmski producent, oče ali učitelj in tako sem definiran in živim v tem telesu. Torej imam toliko in toliko kilogramov in sem v tej državi in delam to, imam take želje in hotenja in razvijanje točke v srcu privede človeka do tega, da se identificira z nečim povsem drugim, mnogo večjim, mnogo širšim, kakor samo to telo. Identificira se z kolektivnim, vzvišenim sistemom, ki je sestavljen iz vseh komponent narave. Ni samo iz tega, torej živi v tem, postane kakor ta sistem sam, ista stvar, on postane sistem. Postane zakon narave, če lahko to razložimo na takšen način, kajti tu govorimo o silah. Zaradi tega smo na začetku začeli, da je stvarnik generalna sila narava, kar pomeni mnogo različni načini manifestiranja in preko zbiranja teh razločkov, čustvov, vseh teh manifestacij stvarnika, takšnih sil, tako človek v sebi sestavi v sebi ta isti sistem zavestno, hoteno in napreduje k notranjosti sistema, ki je stvoril vse, ki vzdržuje vse, postane kakor najbolj vzvišen del stvarstva, kot stvarstvo samo. Zaradi tega se sedaj modrost kabale razodeva točno ob takem času, ko smo med kladivom in nakovalom in smo nemočni, ne vemo, kaj storiti in je ego tako zelo velik, ne vemo, kaj narediti z njim. In sedaj imamo novo priložnost in to točka v srcu se je prebudila v nas in imamo možnost, da se dvignemo in občutimo učitek, zadovoljstvo, radost, smisla stvarjenja, da prejmemo zadovoljstvo in radost, ki je v zamisli stvarjenja. Edino vprašanje, kako lahko pridemo do tega, kako lahko užijemo, ne da bi se takoj zaključil, temveč kako imamo lahko večni, brezmejno zadovoljstvo, užijemo ta užitek, torej kako lahko občutimo to svetlobo hohma, to svetlobo življenja. Zaradi tega rabimo modrost, ki se imenuje modrost prejemanja, modrost kabale.
Torej modrost, kako prijeti, modrost kabale, kako uživati, kako imeti zadovoljstvo. Torej ne, da bomo jedli malo, ne, da se bomo postili, ne, da se bomo zakopavali v pesek in bomo čez tega kaj občutili. Ne, ravno nasprotno, ravno to točko moramo razširiti in potem bomo občutili, kako je ta sila dajanja, ta zgornja sila, ker je dajanje je vzvišeno nad prejemanjem. In še nekaj želim reči, torej obljube, vsi bomo to dosegli. V osnovi je modrost kabale in če gremo k diagramu pod to črto bomo napisali pod to črko, tu nad je nivo korenov. Pod črto je naš svet, nad črto je svet korenov. Modrost kabale, modrost prejemanja govori samo o tem vzvišeni realiteti in o njej so kabalisti pisali v svojih knjigah. Ne govori in ne omenja našega sveta, čeprav uporablja jezik našega sveta, kajti govori samo, kakor Balsar Sulam v definiciji modrosti kabale govori o višji realiteti, o ureditvi korenov in sil in istih postopkov in ravnanj, preko katerih lahko identificiramo in dosežemo adhezijo z zgornjo silo. Moram reči, naredi me tako srečnega, da rečem to, kaj tisočem poslušalcem in gledalcem, ki jih imamo sedaj, da tega sem tako razburjen, kajti naše življenje ima smisel. In tu se ne gre za neko vero in zakrivanje, mižanje. To je testirana metoda, obstaja namen tega življenja, da dosežemo vso to dobroto. Torej, to niti še ne moremo razumeti, kako veliko in pomembno je to. Torej, da začnemo presegati in da začnemo videti, zakaj vse to trpljenje v življenju, da vidimo, kako je vse v realiteti in kako obrniti vse v našem življenju, obrniti v najbolj primerno smer, v realiziranje namena stvarjanja, v kratkih besedah. To je modrost kabale. In torej, kaj se je dogodilo tal? Ker je velika pobuditev med našimi gledalci, verjetno se gre tu za odmik prevajanja, torej ne želim zmesti naše prevajalce. Torej, gledajte, imamo napako v serverju, predno se je lekcija začela, se je vse kolapsiralo, to se vedno dogodi, tam bomo v 9. lekciji, ni nikogar razen njega, bomo govorili o tem. Vendar rabite razumeti, da vaša vprašanja niso prišla do nas, zato ker je server skolapsiral in sedaj naenkrat preveč vprašanj. Mislim, težko je izbrati, kajti tako mnogo jih je. Torej, ali lahko date klip vprašanje in odgovori? No, daj nekaj govori. Vprašanje in odgovori. Dobro, torej imamo mnogo prijateljev z nami, ki so bili tako potrpežljivi in so presegli tehnične probleme. In so zelo razburjeni glede točke v srcu in mnogo vprašanje glede točke v srcu. Imamo Martina iz Belgije, imamo Čizijano iz Moldove, imamo Johna iz Anglije in mnogo prijateljev, Katrina iz Francije, Julija iz Moldove. Glede točke v srcu, tu je nekdo, ki se je začel občutiti kot neke vrste človek in je verjetno pridobil ta poseben dar. Ali naj bi bil vsakdo rojen za to točko?
In potem Martin iz Belgije sprašuje, če ni vsak rojen za to točko, kako naj prepričamo človeštvo, da naj se dvigne do tega višjega nivoja, do tega duhovnega nivoja. Ali bojo začeli občutiti isto, kakor mi? In da povzamem, ali kako ta sprememba, to občutanje tega užitka, te radosti, kako hitro se to dogodi? No, super, odlično, ne veste, kako čudežno je vse to, kajti vprašanja, ki jih sprašujete, so zelo, zelo napredna. Samo kaže, torej spomnim se, ko sem jaz začel študirati, po prvi lekciji sem bil tukaj fizično v študijski dvorani in sem poslušal lekcijo in potem sem se rabil peljati nazaj za Sašo Demidovo. To je en od prvih študentov Rava Lightmana in peljal sem se z njim in bil sem tako razburjen in sem razlagal, to je tako. In bil sem v plamenih. In Saša je peljal avto in on je en največjih filmskih in gledaliških igralcev v Izraelu, zelo poseben študent. In videl sem solze v njegovih očeh. In sem ga vprašal, kaj se dogaja? In rekel mi je, ne moreš razumeti, kako sem razburjen, ker spomnim se mnoga leta, ko je Rav Lightman rekel, kako točke v srcu, nove točke v srcu bodo prišle k nam in kako posebne bodo in kako pripravljene bodo, kako zrele bodo. In sedaj lahko vidim, da se to dogaja. In sedaj sem v istem stanju. Preko tega, da slišim vaše vprašanje, vidim, kako je ta proces tako čudovit, kako je ta modrost, resnično modrost resnice in daje tako veliko veličino poti in kako cel ta proces se dogodi. Ja, včasih gremo skozi takšne malo sentimentalna mesta, zaustavite nas, če pretiravamo. Naredil bom to čim bolj kratko, no, Moše bo to obdelal. Torej, vsak od nas ima točko v srcu, vsak od nas ima takšno hrepenenje, takšno željo po duhovnem, drugače ne bi mogli narediti povezave z vsemi ljudmi, ker bi stvorili to celovito dušo, v kateri so vključeni vsi. Stvar pa je v tem, in to odgovarja tudi na drugo vprašanje, da se točka v srcu pobudi ob različnih načinih in ob različnih časih. Znotraj zgodovine, med zgodovino, ali lahko vidite to, je bila prebujena na zelo zgolj pri izbrani peščici. En tu, en tam in v naših dneh je to prebojenje v množicah. Kot vidite, tu sedi mnogo tisočev ljudi in govori o isti stvari, vzvišeni, ki je bila povsem skrita pred celotnim človeštvom, tisoče let in je poznala samo tej peščici izbranih. In tudi sedaj, čeprav govorimo o mnogih točkah, ki se prebojijo, torej še vedno to zaporedje, kaskadiranje vzgor in navzdol in isto ta zaporedje pobujenja od spodaj navzgor, dviganja. Torej, kje se sedaj točka v srcu, pri kom se še ni prebujena, kako se bo pobudila, kako se bo lahko približal tej modrosti povezave, ali naj vsakdo pride in študira kabalo ali morda ne, vendar se bodo povezali z nami na kakšen drug način. Zelo zanimiva in praktična vprašanja, zelo relevantna za naša življenja, za življenje celotnega človeštva.
človeštva, urgentna vprašanja in sedaj bi bilo prekmalu govoriti o njih in ne bi jih še dobro razumeli. Diskutirali bomo to medtem, ko bodo lekcije potekale. Torej, kako dolgo traja, da se to občuti? To med tem kurzom 10 srečanj se že lahko občuti. To je ključno vprašanje, kajti odgovor na to vprašanje. Torej, najprej zgodi se zelo hitro, vendar pa vendar je odvisno od vas. Dejansko je odvisno od vas in to nas privede do naslednje lekcije in do naslednjih lekcij, kajti študij modrosti kabale je odvisen od človeka samega. Odvisen je, koliko bo hrepenel, želel odpreti to duhovno realiteto in ni pomembno, ali sedite za računalnikom 1000 milj od tu in govorite druge jezike, to ni pomembno. V duhovnosti ni časa, ni prostora, ni razlik, ni teh prepadov in revelacija, tu je zelo pomemben vers, odrešitev stvarnika je v trenutku. Od česa je to odvisno? Od zrelosti, od pripravljenosti želje in koliko je želja človeka, ki je začel ta študij, kako pripravljena je, kako zrela je. Torej, rad bi dodal, ali sedaj, to so taki pravični, taki posebni ljudje, ali je zgornja sila loterija? Ne, dejansko je odvisno od nas in od naše izbire in videli bomo, kje je mesto izbire. In ker, kakor znanstveniki in psihologiji govorijo, tudi mi delamo dejanja na nas samih, ki povečajo to željo, to naše hrepenenje. In tako bomo mi to povečali do take mere, da bomo vzplamteli in da bomo razmišljali samo še o tem. In želim reči še nekaj. Modrost kabale, tu je vedno vprašanje, zakaj ni bila razodeta že v prejšnjih generacijah, množicah. V naslednji lekciji bomo videli, da obstaja red rasti želja in da ena želje se razvija in potem grejo naprej in da se kvaliteto to spreminja. In to se dogaja znotraj človeštva, kajti stvaritev se mora razvijati od enih želja do drugih želja, kajti potem preko svobodne izbire se lahko začne razvijati v sebi želje, ki je še nima, torej, da začne občutiti zgornjo realiteto, da začne občutiti kontakt z zgornjo realiteto. In isto je pri vseh ljudeh. Torej, isto je z vsemi 8000 ljudmi, ki jih imamo z nami. Pri nekaterih njihova želja še ni zelo pripravljena, še ni zrela. Morda so prišli in so mislili, da je modrost kabale, mistika ali nekaj, kar mi bo povzročilo dobro srečo ali dobre odnose ali dobro službo, ali morda je to neko čaranje in zaščita, možnost branja misli, budočnosti, astrologija, morda nekaj, kar je v relaciji z prostozidarji. Slišal sem o raznih čarovnijah in sveti vodi in rdečimi trakci in razne druge reči. Ali da 50 kilogramov knjig Zoharja v knjižno omaro in to bo ščitilo mojo hišo, torej, ali da bom pridobil zaščito dobrih duhov, vendar tu odgovor na vse to, kaj je modrost kabale. Modrost kabale, kot Balthasulam pravi v svoji definiciji, v razodetju zgornje realitete ljubezni in dajanja. In
če bi to mislil napačno, kaj je modrost, sedaj lahko pridem sem in vidim, kaj je to avtentična modrost kabale, s čim se resnično ukvarja, z smislom življenja, z namenom življenja. In skupaj z 8,000 ljudi, ki jih imamo tukaj iz Evrope, lahko to dosežemo skupaj. Vendar pa moram reči nekaj. Šele začenjamo. Modrost kabale govori samo o duhovnem svetu. Samo o duhovni realiteti, kakor glede Baha Solam rekel, in to, kar smo govorili že parkrat med lekcijo, in to je dejansko to. Vendar to obstaja, moramo razumeti, da poglabljanje v modrosti kabale, ki se ukvarja navidezno z realiteto, ki je ne občutim in ne percepiram, zaenkrat seveda, vendar, kako smo razložili, razvije človeka od znotraj na takšen način, da se začne on pripravljati na novo absorbiranje te realitete, ki je onkraj materije, torej materije, s katero smo navajeni v tem svetu. In stranski pojav je, da te stvari, da človek, ki študira, razvije sposobnost, torej zelo precizno, zelo delikatno, zelo natančno, da se upravlja samega sebe na najboljši možen način tudi v tem svetu. In to poznamo, kajti že mnoga leta študiramo kabalo in vidimo, kaj naredi modrost kabale našemu telesnemu življenju, našemu življenju v družini, kako vzgajamo naše otroke. Ja ne vem, kako bi človek res vzgajal otroke brez modrosti kabale in kako lahko človek odgovori na bistvena vprašanja življenja in izzive. In ostala področja življenja, kajti kaj je življenje? Življenje so relacije med ljudmi, doma, na delu, na katerem koli drugem mestu, torej modrost kabale govori o duhovni realiteti, vendar boste prišli do tega, da boste videli, da organizira za vas zelo naravno, zelo poseben pristop dobremu in korektnemu ter uravnoteženemu življenju v tem svetu, brez posebnega napora. Ne boste več poskušali loviti toliko mnogo reči, iti na Everest, kaj takega. Vse reči pridejo na svoja mesta, zato je modrost kabale dejansko za vsakega. Kar smo rekli že prej, torej, če je v preteklosti bila moj osnovna želja, da bi poznal stvari, torej, če bi takrat vzel modrost kabale, bi postal znanstvenik. In če bi moja želja bila kontrola in potem bi to vzel modrost kabale za biznis, ker bi lahko kontroliral ljudi. Če pa je glava moja želja razvoj duše, potem je modrost kabale namenjena resnično za mene. Torej, kako lahko pomagam vsakemu, da se prebudi. Vsi smo povezani med sabo, na prejšnjem diagramu smo videli, kako smo povsem medsebojno povezani, ker smo vsi deli ene duše. In čim povečam mojo željo, torej kakor tisto, kar se vžge v mojem telesu in preko tega tudi v njih pobudim to svetlobo, torej kakor vžgem to svetlobo v meni, potem tudi v drugih se to začne prenašati na njih. Torej tudi, če še nima tega v sebi, to preskoči na njega in začne delovati na njo. On se začne spraševati, kaj je sedaj to življenje, kaj delam tu. In v tem našem kompletnem, celovitem telesu torej začnemo delovati tudi na druge ljudi, v preostalih ljudeh. In predno bi zaključimo, preberimo citat. Namen stvarjenja
ni nujno namenjen neki izbrani skupini, temveč je namen stvarjenja pripada vsem stvaritvam brez izjeme. In ne tiče se nujno močnih in veščih, pogumnih ljudi in tako naprej, temveč vse ljudi, kar pomeni, pripada vsem. Torej dobra, tako pomembna prihodnost pričakuje vse nas preko tega posebnega vzvišenega razvoja, ki se ga sedaj niti še predstavljati ne moremo. In še vedno sem tako razburjen in še tako vesel, da ste z nami. Torej, krasno. Ljudje lahko občutijo nekaj skupnega in sprašujejo podobna vprašanja. In verjetno to pomeni, da Katrina iz Francije sprašuje, zakaj ta modrost, ta skrita znanost modrosti kabale je razodeta specifično danes. In Tomas iz Anglije sprašuje, omenili ste ta življenjska področja, kjer lahko prejmemo odgovore na njih iz modrosti kabale. Ali je danes specifično to obdobje sedaj, ko je ta modrost razodeta, da se vse ravno sedaj odpira? Da vam bom kratek odgovor in potem imamo še 9 lekcij in Facebook skupino in lokalne učitelje v vsakem jeziku, ki vam bodo odgovorili na vsa vprašanja, ki se bodo pojavila. Torej, sprašujte vprašanja in potem bo tu še ena lekcija, znotraj katere bo vaš učitelj dal odgovore na vprašanje v vašem lokalnem jeziku. Sedaj pa bom podal kratek odgovor. Danes smo v stanju, ko se je zgornja realiteta nam razodela in kjer smo vsi povezani kot eno bitje, torej istočasno pa se nam je ego tako razvil, da smo vsi nasprotni drug drugega. In zahvaljujoč modrosti kabale in modrosti povezanosti se lahko adaptiramo na zgornjo realiteto dajanja ljubezni in povezanosti in ta nas bo vzdignila vse skupaj v vseh področjih in ravnanjih življenja in potem bomo začeli to občutiti v mnogo višji realiteti. In v trenutku, ko se bomo adaptirali na to višjo realiteto, se bomo začeli počutiti drugače. Ne bomo več čutili sebe kako ločene, temveč kakor eno samo bitje. In to se imenuje adhezija s stvarnikom. In to je tisto, kar nas čaka. Žal mi je, da je te lekcije konec, vendar nadaljevali bomo in bomo skupaj tako v Facebooku in v generalnem med tednom. Razmišljajmo o tej lekciji in pripravljajmo se na naslednjo lekcijo, ki bo čez en teden. V našem prostem času je mnogo reči, ki jih lahko preberemo in lahko boste gledali to lekcijo na strani v arhivu in seveda lahko jo boste gledali ponovno in priporočljivo je, da si jo še kdaj ogledate. Imeli boste mnogo podpornih materialov in podpirali bomo tudi lokalne učitelje v vaših specifičnih jezikih in pripravimo se in prebavimo to, kar smo prejeli med to lekcijo in se pripravimo na naslednjo lekcijo, ko bomo začeli obdelovati in se bomo poglobili v strukturo naših notranjih želja, kako pridobimo užitek, prijetnost in sedaj in kako pridobimo užitek in radost na način, kakor nas uči modrost kabale, na takšen način, da ne bo izginil, temveč da bo trajal večno. In to je tisto, kar lahko pričakujemo naslednji teden. To je vse skupaj bilo čisto zadovoljstvo biti z vami, s Tabotal in z vsemi vami. Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja in vidimo se prihodnji teden.